Pozdravljeni! Pri ekipi Aston Martin so predstavili nov bolid za prihajajočo sezono Formule 1. Poglejmo si skupaj, kako izgleda AMR 24. Ekipa Aston Martin je v sezoni 2023 požela mnogo simpatij in zanimanja strani mnogih navdušencev Formule 1. Predvsem v prvem delu sezone so bili edini, ki so lahko kolikor toliko konkurirali samemu Red Bullu. Seveda v zaključku, ko so se ostale ekipe nekako prebudile, ko so svojim razvojem odpravile tiste začetne hibe, je bila slika drugačna. Ampak vseeno, predvsem zaradi izjemno dobrih rezultatov Fernanda Alonsa, je Aston Martin napravil korak naprej. A seveda, korak naprej še ne pomeni, da so napravili stopničko višje v svoji formi. To je tisto, kar od njih verjetno pričakujemo letos. In skupaj si bomo pogledali, kako izgleda Aston Martin AMR 24, kjer si bomo najprej ustavili pri barvni shemi. V drugem delu seveda bomo našo pozornost usmerili k tistim tehničnim spremembam, tehničnim novostim in skušali ugotoviti, kaj se je spremenilo od lani in kakšni so verjetno trendi. A najprej nekaj minut za sam izgled. To je prvo, kar vsak navdušenec opazi in verjetno po barvni shemi ločimo tudi na hitro bolide med seboj. Pri ekipi Aston Martin velja poudariti, da pravzaprav med lansko in letošnjo sezono so spremenili odtenek zelene barve. Tisti značilni British Racing Green, če smo iskreni, ni bil nikoli definiran po lestvici RAL. Torej, vsaka ekipa ima pravzaprav svojo različico in pri Aston Martinu med sezono 2023 in 2024 so iz mešanice, vsaj po mojem skromnem mnenju, odvzeli malce modre barve in tudi odtenek se mi zdi malce svetlejši. Verjetno vse zato, da bi bil lepše viden na televizijskih ekranih. Ni prvič, ko vidimo take spremembe, naprimer tudi pri skuderiji Ferrari pred desetletji smo videli takšne eksperimente. A po drugi strani lahko z gotovostjo trdimo, da pri Aston Martinu so pobarvali večino bolida. Ne vidimo toliko ogljikovih vlaken kot pri konkurenci, čeprav določena območja, kjer je črn v navednicah, vseeno so. A pojdimo za trenutek k pokroviteljem. Jasno je, da je Aramco prevzel glavno vlogo, ne samo s tistim svojim glavnim napisom, ampak tudi znamko Valvoline, ki je njihova, da ne bo pomot. A po drugi strani Kozignant ostaja na samih bolidih, čeprav v bistveno zmanjšani obliki. Napis je skorajda neopazen. A ne smemo mimo dejstva, da naprimer pivovarna Peroni je zapustila Aston Martin ter se preselila k Ferrariju. A tisti pokrovitelj, ki je verjetno najbolj zanimiv, je Boss. Seveda prisotni so bili že lani, ampak letos imamo njihovo znamko Hugo pri Visa Cash Up Racing Bulls oziroma tisti ekipi, ki je bila še do pred kratkim znana kot Alfa Tauri. Torej, en in isti pokrovitelj pri dveh različnih ekipah. Seveda z dvema različnima znamkama, ampak vseeno. Nič spornega, nič kaj takega, samo kot zanimivost. A če smo sedaj na hitro obdelali izgled Aston Martina AMR 24, pojdimo raje k tehnični analizi, kjer bomo videli mnogo sprememb in mnogo zanimivih točk. Kot običajno, začeli bomo na prednjem delu in se pomikali proti zadku. In najprej bomo našo pozornost obrnili k sami konici.
Če primerjamo letošnjo in lansko, lahko takoj opazimo, da pri Aston Martinu so šli v nasprotju s tistim, kar naj bi bil nekako trend letošnje sezone. Vidimo lahko, da je prednji aerodinamični stabilizator vpet na drugem profilu in ne tako kot lani na prvem. Ampak če pogledamo samo konico, bomo videli, da ta ni zašiljena, prav tako kot lani. Naprimer, na bokih je malce spodrezana in v bistvu med letošnjo in lansko konico v sami aerodinamični študiji elementa razlik ni, le dolžina je tista, ki se je spremenila. In to je že zanimiva točka, kajti pri mnogih drugih do sedaj predstavljenih bolidih smo videli, da se je zadeva podaljšala tja do prvega profila in da so si izbrali bistveno bolj koničaste rešitve. A pri Aston Martinu verjetno vedo. Tako kot vedo, da njihova prednja obesa je lani delovala. Že sredi sezone sem napravil študijo, kjer sem primerjal naprimer tisti negativni kot pri Aston Martinu s tistim, kar smo videli pri Red Bullu. In torej tudi, če gre za konfiguracijo push-rod, tu ni bilo za pričakovati nekih sprememb, kar se tiče blaženja. Pull-rod in push-rod delujeta podobno, razlika je v aerodinamični konfiguraciji in predvsem v težišču. A pri Aston Martinu so videli, da predvsem kot tistih trikotnikov glede na samo asfaltno površino je bistven in seveda obdržali rešitev, ki deluje. Sedaj, če gremo še malce bolj nazaj in se ustavimo pri bočnih hladilnih režah, bomo videli tisto pravo revolucionarno rešitev. Verjetno ste opazili tudi že na prejšnjih posnetkih, da reže so skorajda minimalistične, težko jih zapazimo, kot da jih ne bi bilo. Preden se spustimo k sami odprtini, bi rad vašo pozornost usmeril k tistemu spodnjemu robu, ki je podaljšan, tako kot nakazujejo trendi, ki jih je vzpostavil Red Bull, ampak ta podaljšek je bistveno večji kot pri vseh ostalih ekipah, seveda, ki smo jih videli do tega trenutka. Namreč lahko bi dejali, da tako podaljšane spodnje ustnice nismo videli še pri nobenem bolidu Formule 1. In vidimo lahko, kako je ta element nekako v sovpregi z izjemno majhno režo. Namreč ta podaljšan rob pomaga dodati energijo tistemu zračnemu toku, ki ga usmerimo skozi to izjemno ozko odprtino. In tu je seveda primerjava lanske in letošnje rešitve. Že na prvi pogled je vsakomur izmed nas jasno, da se je površina za sam vhod zraka zmanjšala na minimum. In tu se lahko začnemo spraševati, ali ne bodo imeli pri Aston Martinu kakšnih težav, naprimer s hlajenjem. Videli bomo v nadaljevanju. Ampak poglejmo si še tu, kako to izgleda, če malce poudarimo tiste robove ene in druge rešitve. Če se sedaj malce usmerimo k tistemu zgornjemu vstopniku, bomo videli klasična oblika z seveda trikotnim varnostnim lokom in dvema dokaj obilnima ličnicama. Sedaj, če pogledamo oblike samih bočnih struktur, bomo videli, da pravzaprav se nadaljuje koncept iz AMR 23, ki je malce bolj dodelan, zmeraj bolj podoben Red Bullu RB19, ampak že v lanski sezoni na Aston Martinu smo videli tako imenovani tobogan, torej tisti utor na vrhu same bočne strukture, ki je vodil proti zadnjim obesam. Letos zanimiva sprememba, namreč ta vdolbina se prične bistveno kasneje, približno po tretjini same bočne strukture, in lani za primerjavo se je ta vdolbina začela nekje pri zadnjem vpetju varnostnega loka halo. Videli bomo, ali bo rešitev delovala. Rad bi poudaril, da pri Aston Martinu bodo kmalu zagnali tudi lasten vetrownik, zato bomo lahko videli kar pospešen razvoj njihovega bolida.
Kar se tiče tistega srednjega dela, je seveda kot pri vseh ostalih prisotna izjemno široka bazuka, to je ta srednji del, ki je v preseku pravokoten. Vidimo pa serijo dveh škrg, tako tam na vrhu, ki nam kažejo, da pravzaprav ta element je ostal še kako aktualen. Če smo govorili o push-rodu na prednjem vpetju, na zadnjem, ni praktično nobenih razlik. Treba je poudariti, da pri Aston Martinu so začeli s pripravami na lastni menjalnik. Seveda, ko bodo dobili v sezoni 2026 pogonski sklop Honda, bodo morale zadeve delovati. In tu je jasno, da pravzaprav se učijo, se pripravljajo, izbrali so rešitev, ki omogoča imeti čim manjši menjalnik na spodnjem delu, kar je izjemnega pomena za sam difuzor. Videli bomo, kaj bodo napravili pri Mercedesu, ampak tu ne vidim kakšnih posebnosti. Če si ogledamo za trenutek še tisti zadnji aerodinamični stabilizator, bomo ugotovili, da v bistvu gledamo lansko rešitev. Seveda, mnogokrat sem poudaril, da sam v bistvu ne tako zaupam tistemu, kar kažejo renderji, predvsem v prednjem in zadnjem aerodinamičnem stabilizatorju, kjer običajno vidimo leto ali 2 leti stare rešitve. Ampak pri ekipi iz Silverstona so že opravili tako imenovani shakedown in pokazali so nam tudi krajši posnetek, ki ga seveda lahko vidite pri strani. No, če sliko zamrznemo v pravem trenutku in povečamo, vidimo, da zadnji aerodinamični stabilizator sledi tistemu trendu, zgornji profil ni spet s tistima končnima ploščama. In seveda kvaliteta posnetka je posledica tega, da sem jo vzel iz samega videa, kot vam je verjetno jasno. A za zaključek še primerjava med lanskim in letošnjim modelom, kar se tiče medosne razdalje in seveda vozniške kabine. Na tem posnetku lahko vidimo lanski in letošnji model enega nad drugim, ter seveda tudi dejstvo, da ni nobene opazne razlike, tako v medosni razdalji, kot seveda tudi v položaju tistega prednjega vpetja varnostnega loka halo, ki je nekako povezano tudi s samo vozniško kabino. Ampak tu je potrebno napraviti še preizkus. Predtem smo primerjali mnoge druge bolide z Sauberjem C44, ki nam je pokazal položaj vozniške kabine malce bolj zadaj kot pri ostali konkurenci. In v primerjavi z Aston Martinom lahko spet ugotovimo, da medosna razdalja je identična, torej lahko sklepamo okrog 3600 mm. A kar se tiče položaja prednjega vpetja varnostnega loka halo, je razlika še kako vidna. Torej pri ekipi Sauber malce bolj nazaj, torej tudi vozniški sedež je pomaknjen malce bolj nazaj, pri Aston Martinu pa so ohranili tisto, kar je bilo v projektu že v lanski sezoni. Seveda, to kot zanimivost in lahko bomo v nadaljevanju tudi ostale bolide primerjali tako z Sauberjem kot Aston Martinom. A kar se tiče te kratke analize modela AMR 24, kot ste verjetno ugotovili že sami, bo to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.